Dr. Gregor Majdič je profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Medicinski fakulteti v Mariboru. Torej, glavna tematika raziskav Gregorja Majdiča so razlike v možganih med spoloma, torej kako se med seboj razlikujejo ženski in moški možgani, ter morebitni vpliv hormonskih motilcev na zdravje. Je eden izmed pionirjev z področja raziskav matičnih celic in regenerativne medicine, predvsem z možnostjo uporabe za zdravljenje pri živalih. Število znanstvenih člankov profesorja Majdiča se v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah približuje številu 100. Napisal je prav toliko ali vsaj toliko poljudno znanstvenih in družbeno kritičnih člankov. Je zelo aktiven pri prenosu znanja v javnost, poleg tega je športnik, popotnik, pisatelj in odličen amaterski kuhar in slaščičar. Danes je tukaj z nami v vlogi znanstvenika, raziskovalca in rektorja Univerze v Ljubljani. Kako je biti rektor največje univerze v Ljubljani? Beseda se etimološko navezuje na vladati. Ali ste res vladar? Vas lahko gledamo z pozicije vladarja, ki deli in vlada? Ne, nikakor ne. To je mogoče napačna predstava pri nekaterih sploh zunanjih, da si ljudje predstavljajo, da je rektor tisti, ki ali reče ali zamahne s čarobno paličko in se univerza, ki je ogromen kolos, so med največjimi zaposlovalci v Sloveniji, 6 000 zaposlenih, 40 000 študentov, tako da stvari ne grejo na ta način, avtokratski način. Dejansko odločitev sprejema senat, kolegi dekanov in druga telesa na univerzi, tako da je potrebno ogromno politične volje, političnega delovanja, da dosežeš neke konsenze. Vemo, da je 26 članic na univerzi, ki imajo vsaka zelo različne cilje, zelo različne interese in potem, da dosežeš nek konsenz, je tukaj treba kar veliko dela. Nikakor ne delujem stališča divide et impera, kot ste tudi omenili, ne. Moj cilj tudi že na volitvah je bil bolj conjungo et impera. Želim si, da bi se univerza bolj povezala. Teh 26 članic je včasih, po mojem mnenju, preveč vsaka zase. Premalo smo povezani, premalo imamo pripadnosti univerzi in to bi želel spremeniti, da se nekako vsi na univerzi čutimo, da smo pripadniki Univerze v Ljubljani, da smo ena univerza, da sodelujemo. In mislim, da taki projekti, kot je tale vaš, ki povezuje vsaj 10 članic, verjetno pa še več, je odličen primer tega povezovanja, ki upam, da bo v prihodnosti še močneje zaživela kot zdaj. Ja, 10 članic je partnerjev, seveda pa sodelujemo tudi z drugimi članicami in inštituti in akademijami. Vaše znanstveno-raziskovalno področje je tudi nevroendokrinologija. S čim se ukvarja ta veda? Kaj raziskuje? Nevroendokrinologija preiskuje, kako sodelujejo med seboj živčni sistem in pa hormoni. Dejansko sta hormonski sistem in živčni sistem izjemno tesno povezana. Lahko rečemo, da delujeta v bistvu kot nekakšna celota. Oba urejata delovanje celotnega telesa, tako pri ljudeh kot pri živalih. S tem, da živčni sistem deluje zelo hitro, praktično hipno, hormonski sistem pa nekoliko počasneje. Zelo veliko različnih odzivov telesa deluje na ta način, da sodelujeta oba, hormonski in živčni sistem. Recimo ena taka znana funkcija, stres, je v prvem hipu, ko doživimo nek stres, se odzove živčni sistem, ki poskrbi za tisti prvi hipni odziv, nekoliko kasneje pa se vklopijo hormoni in potem hormoni nadaljujejo na podoben način ta stresni odziv telesa, da se telo obrani neke nevarnosti, da lahko beži, da se brani in na ta način preživi. In to ni samo pri stresu, ampak pri številnih drugih, tudi recimo občutek lakote, apetit, pa še cel kup drugih stvari urejata živčni in hormonski sistem skupaj. In nevroendokrinologija dejansko proučuje, kako te interakcije med hormoni in živčnim sistemom potekajo, kako skupaj usklajeno potem oba sistema delujeta, da telesa normalno delujejo. Prej sem omenila, ko sem vas predstavila, da se ukvarjate z razlikami med moškimi in ženskimi možgani. Tudi tukaj opažate razlike, se pravi, je hormonski odziv, Nemci bi rekli, geschlechtsspezifisch, torej odvisen od spola. Seveda razlike so ne samo v možganih, ukvarjali smo se z razlikami v različnih delih telesa, na splošno bi rekli biološke razlike med spoloma, ki seveda obstojajo. Ženske ste v povprečju nekoliko manjše, moški smo večji, pa še cel kup drugih razlik, ki so odvisne v veliki meri od hormonov. Ravno zaradi tega, ker moški imamo ves čas v svojem telesu testosteron, ženske imate v času ciklov različne, najprej več estrogenov, potem estrogeni padejo, potem več progesterona, v času menstruacije skoraj ni hormonov in vse to vpliva na celotno telo, kot smo prej rekli, in zaradi tega se pojavljajo te razlike.
ki so bile po preteklosti pogosto zanikovane, delno tudi iz političnih razlogov, ker smo šli, kar seveda absolutno podpiram, ženske in moški moramo biti enakopravni, smo enakovredni, nismo pa biološki enaki. Smo pa drugačni. Tako. In to se je v preteklosti zanemarjalo v raziskavah, kar pa ima tudi precej resne posledice. Recimo zdravila so večinoma prilagojena moškemu telesu, zato ker so znanstveniki nekako rajši proučujejo moško telo, ki ima ves čas ta testosteron v sebi, ne fluktuira tako kot pri ženskah, ko se, kot sva rekla, hormoni spreminjajo, enkrat je več estrogenov, potem progesteron, potem ni hormonov in to je potem treba vse upoštevati pri raziskavah, ker raziskave zaplete postanejo tudi dražje seveda zaradi tega in zaradi tega je veliko stvari prilagojenih predvsem moškemu telesu. Do tako banalnih, kot je bilo do pred približno 15 let, recimo so bili varnostni pasovi v avtomobilih prilagojeni moškemu telesu, zato ker so bile vse te lutke, ki jih uporabljajo v teh crash testih, prilagojene moškemu telesu, ker tukaj jaz poudarjam, da ko govorimo o enakosti, potem kaj je tisti, ki je enak, ne? Običajno je to potem 80 kg težek, 180 cm visok moški in je dejansko potem so stvari prilagojene temu moškemu telesu in ste zaradi tega poudarjanja enakosti ženske dejansko na slabšem. Kako pa to nevroendokrinologijo in te raziskave lahko aplicirate na veterinarsko medicino? Vi ste le veterinar, se pravi, raziskujete vedno z nekim zavedanjem, kako bi verjetno to vključili za zdravljenje živali. Moje raziskave so bile bolj osnovne raziskave, ki so bile večino bolj povezane z humano medicino. Tudi sam končal sem veterinarsko fakulteto, kasneje doktoriral na medicinski fakulteti na Škotskem, tako da so bile vedno nekje na preseku med veterino in medicino. Je pa tako, telesa sesalcev so zelo podobna po načinu delovanja, tako da tukaj ni nekih velikih razlik in razlike pogosto lahko raziskave, rezultate, ki jih ugotovimo pri živalih, prenesemo na ljudi. Je pa tudi tu treba biti previden, ker pogosto danes, ko se, tako kot v celotni družbi mudi, tudi v znanost postaja zelo hitra, rezultati morajo biti zelo hitro prenešeni vsaj v javnost, čeprav v prakso potem dostikrat niso. Se tudi preveč ponastavlja in se včasih kar reče, če je bilo nekaj na poskusnih miših ugotovljeno, da to je pa tudi pri ljudeh enako, pa vemo, da ni. Tako da tukaj treba previdnost. Neki osnovni mehanizmi so podobni, fiziološke, kako telesa delujejo, specifike so pa potem za vsako živalsko vrsto posebne in tukaj je pa potrebna previdnost. Vaša druga taka velika tema raziskovalna so pa torej matične celice in tukaj ste začetnik. In tako v humani kot veterinarski medicini so tukaj raziskave zelo popularne. Kje se je pa začelo? A se je začelo v humani medicini ali v veterinarski medicini? Mislim, da sami začetki so nekje 25 let nazaj so bili v humani medicini, ko so... Ker je nekoliko drugače, kaj ne? Sicer se vedno neke raziskave začenjamo v veterinarski medicini, poskusi na živalih in potem preidemo na humano medicino. Tukaj pa zgleda ne. V bistvu prvotno so problematične celice smo poznali že precej dlje časa, kot smo o njih začeli govoriti kot možnosti za regenerativno medicino in sicer poznamo že nekje od konca 60-ih, začetka 70-ih let matične celice pri miših. Te matične celice se je s pridom izkoriščalo za gensko spreminjanje miši, za gensko manipulacijo, vendar je bilo do nekje do srede 90-ih so bile te celice znane, lahko se jih je pridobilo samo iz miši. Še danes ne vemo točno, zakaj recimo podganjih ne znamo pridobiti, oziroma zdaj v zadnjih letih so tudi to uspeli, no, ampak dolgo časa, desetletja se tega ni dalo. Sredi 90-ih so pa potem znanstveniki v ZDA, v Wisconsinu uspeli pridobiti take matične celice, da govorijo o embrionalnih matičnih celicah iz človeških zarodkov in to je bil nek prelom, zato se je začelo na humani medicini. Po pridobitvi teh celic se je začelo pa več razmišljati o tem, kako bi lahko take celice uporabljali. Potem smo pa ugotovili tudi, da obstajajo odrasle matične celice, ki jih mi uporabljamo pri naših raziskavah in pri zdravljenju v veterinarski medicini. Tako da to je pa potem potekalo nekako vzporedno v veterini in v humani medicini. Od začetka nekoliko bolj se je vse usmerjalo v humano medicino, ne nazadnje verjetno tudi zato, če tako rečeva, ker znanost je tudi podvržena komercializaciji, tudi zato, ker je več denarja v humani medicini. Mi v mojem laboratoriju smo pa prišli nekje dobrih 10 let nazaj na idejo, da bi morda poizkusili to tudi v veterinarski medicini. O tem se takrat ni kaj dosti govorilo. Sam sem bolj iz radovednosti znanstva in spremljal, kaj se dogaja na področju humane medicine in smo uspeli relativno hitro
sami razviti pogoje za gojenje teh celic, pasjih in pa konjskih, in potem tudi dokaj hitro narediti neke manjše klinične poskuse, ki so pokazali, da dejansko te celice dobro delujejo in smo lahko potem to prenesli v prakso. Tako da danes je to zdravljenje za zdravljenje sklepov, predvsem na voljo lastnikom psov in konj. Ravno to sem hotela vprašati, torej katere bolezni pa lahko zdravimo z matičnimi celicami oziroma lahko tudi lajšamo bolečino živalim? Tako je, zaenkrat rutinsko zdravimo samo okvarjene sklepe, predvsem vnetja sklepov, osteoartritise pri psih, to je daleč najbolj pogosta indikacija. Nekaj smo poskušali poškodbe sklepov, poškodbe hrbtenice tudi pri psih, predvsem nekaj manjšega pri konjih. Potem uporabljajo nekateri veterinarji, predvsem v Avstriji največ delamo to, se uporabljajo pri strganih križnih vezeh, ne za toliko, da bi celice popravile strgane križne vezi, ki je pogosta poškodba tudi pri ljudeh. Vendar je problem pri tej poškodbi, da se pogosto po strganju križnih vezi razvije osteoartritis, vnetje sklepa, in matične celice to, kot smo pokazali pri psih, lahko preprečijo, tako da se hitreje zaceli sklep, ni teh škodljivih učinkov poškodbe križne vezi, tako da je boljše. Kako pa recimo poteka tako zdravljenje? Imam psa, ki ima težave, pripeljem ga na vašo kliniko za male živali, ugotovite poškodbo in predlagate zdravljenje z matičnimi celicami. Kako potem poteka to zdravljenje? V bistvu zdravljenje odziva same celice proizvaja podjetje Animacel, ki je vcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani, in v podjetju se ne ukvarjajo direktno z živalmi. Dejansko to podjetje samo sodeluje z veterinarskimi klinikami v različnih evropskih državah, tudi po Sloveniji. Tako da lastnik, ki ima takšne težave, katerega pes ima takšne težave, pripelje psa na veterinarsko kliniko, ki se potem dogovori z podjetjem Animacel, da pripravi gojišča za celice. Veterinar potem odzame majhen košček maščobnega tkiva iz psa, to je iz podkožja, tako vsak pes, tako kot ljudje, imamo dovolj maščobe, tako da to ni problem, da se majhen košček maščobe odzame. To se potem pošlje v laboratorij, kjer se celice nagoji, izolira iz maščobnega tkiva, nagoji, nekje po 7 do 10 dneh je teh celic dovolj, da jih potem pošlje. To je zelo hitro. Relativno hitro, sta pa potrebna 2 obiska pri veterinarju. Tako da potem se te celice pošlje že kar v obliki injekcijske brizge nazaj veterinarju in ta jih obrizga v vneti sklep. In to je to. Do sedaj smo zdravili nekje več kot 1000 psov že in zdravljenje je dolgotrajno uspešno, dejansko pri nobenem psu ni bilo potrebno ponavljati zdravljenja, tako da je prva aplikacija že uspešna. Bilo je par primerov, ko smo ponovili aplikacijo, ampak predvsem na zahtevo lastnikov, ker so bili tako zadovoljni s prvim uspehom in so potem, dajmo še enkrat. Še drugo dozo. Ja, tako, čeprav dejansko klinično ni bilo indikacije, da je bilo potrebno. Se pravi, te paciente tudi spremljate dlje časa, potem, ko dobijo to? Tako je, skušamo spremljati čim več pacientov, večinoma so to tako ali tako pacienti, ki so redni pacienti pri veterinarjih, in tisti veterinarji, s katerimi imamo redne stike, ki imajo veliko pacientov, potem nas obveščajo, kako so ti pacienti tudi dalj časa, tako da dejansko se je pokazalo, da gre za dolgotrajni učinek. Ali je ta praksa zdravljenja z matičnimi celicami, ali lahko gledamo na njo kot na napredno v Sloveniji, ali je to neka običajna stvar tudi sicer po svetu? Ne, mi smo bili takrat nekje istočasno, so ena skupina v Ameriki to začela izvajati, mi v Sloveniji smo bili prvi v Evropi, ki smo začeli to na svoj način in smo skopirali njihove metode, tako da dejansko je bilo to takrat pred 10 leti nekaj povsem novega tudi v svetovnem merilu. In ni čisto običajno, da bi kužek dobil zdravljenje z matičnimi celicami? Ne, še vedno ne. Še vedno je, delno je tudi regulativa še ni popolnoma urejena, tako da je tukaj še nekaj vprašanj. Evropske regulative zaenkrat še ni, ki bi enotno urejala to. Države se potem same odločajo. Mi smo v Nemčiji, se nam je ravno začel odpirati trg, ko je Nemčija sprejela neko odločitev, da bo zaenkrat matične celice regulirala po istih zakonih kot klasična zdravila, kar je pa seveda nemogoče, ker recimo na taka čisto praktična zdravila morajo biti sterilna, celic ti ne moreš sterilizirati, ker jih s tem s kakršnikoli postopkom ali z vročino ali z uvižarko ali za nekim alkoholom, recimo snovjo za sterilizirane celice uničiš, tako da so potem se nemški trg zaradi tega zaprl. Tako da je bilo nekaj poskusov v teh 10 letih, kar je to naše vcepljeno podjetje prisotno. So se pojavljala nekatera manjša podjetja, pa so večinoma, za nekaj vemo, da so vmes že propadla. Kar smo ugotovili, da so bile 2 stvari, ki smo imeli mi nekako prednost. Ena je logistika, ki smo jo zelo dobro razvili. Mi lahko v 24 urah imamo poskrbljeno za logistiko, da v hladnih škatlah dobimo tkivo in potem celice pripeljemo nazaj do veterinarja.
za vse poskrbimo sami, tako da se ni treba klinikam s tem ukvarjati. Drugo je pa, da nudimo neko strokovno podporo. Da v Nemčiji recimo so nam na eni kliniki razlagali, da je prišla neka firma, ki je rekla samo, kako je to čudežno zdravilo, da vse pozdravi, pa potem niso bili tako zadovoljni, mi pa povemo realno, kaj je tisto, kaj so indikacije, kjer lahko celice delujejo, ker učinek je nekaj viden po 2 do 3 mesecih šele, tako da treba biti potrpežljiv, ne, in moraš biti iskren za veterinarji, za lastniki psov. Če obljubljaš neko zdravilo, ki bo vse pozdravilo čez noč, matične celice to niso in na ta način potem seveda izgubljaš stranke. Zdaj ste omenili potrpežljivost. A je potrpežljivost pomemben parameter v raziskavah? Absolutno. In prej ste omenili radovednost, kot da ste iz radovednosti se začeli ukvarjati s takimi pionirskimi zadevami. Kako pomembna pa je radovednost v znanosti? Mislim, da sta to 2 od verjetno ključnih zadev v znanosti, potrpežljivost in radovednost. Zdaj, v družboslovju mogoče malo manj, pa ne bi s tem podcenjeval družboslovja, ampak drugačen način. Pri nas, ko delamo poskuse z celicami, za geni, 9 od 10 poskusov običajno ne uspe. Imamo tako, v biologiji imamo eno tako hec, da ne ponavlja uspešnega poskusa, zato ker nisem uspel. In to lahko iz lastnih izkušenj povem, imaš recimo neke rutinske metode, ki enkrat narediš vse popolnoma enako, pa enkrat uspe, enkrat ne uspe. Enkrat uspe. Ne, treba je vseeno ponoviti. Ja. Tako, to je pomembno pri znanosti, da se ponavlja, da se večkrat pokaže, da je nekaj resnično delovalo. Tako da je pa ta radovednost in potrpežljivost, brez tega znanosti ni. Kakšen je pa vaš odnos do živali? Imate kakšno žival? Ste imeli kot otrok žival? Kot otrok smo imeli doma pse, ruske hrte. Jaz imam salukije. Obožujem hrte. Tako da sem bil vedno nekako povezan z živalmi. Tudi moj oče je bil doma s kmetije, sicer ni živel na kmetiji, ampak tako da sem veliko mladosti preživel na kmetiji in sem skozi to tudi nekako usmeril v študij veterine. Trenutno imamo pa doma samo morskega prašička, to bolj na zahtevo hčerke. Nekako sam menim, da imam zelo rad pse, ampak radi veliko potujemo, hodimo za družino naokrog po gorah, poleti na potovanja in potem je, mislim, da je nekako nefer do psa, da ga imaš na tak način, ker ga moraš potem nekam dati in živimo sami, tako da težko nekomu drugemu takega psa predaš za 1 mesec ali 3 tedne, recimo, kot je dopust, in zaradi tega nimamo kakšne take. Sicer žena občasno omeni, kaj pa če bi imeli psa, pa rečem, da lahko, nimam nič proti, samo jaz ga bom peljal na sprehod takrat, ko se bo meni želelo iti na sprehod, ti ga boš peljala pa takrat, ko bo treba iti na sprehod. V bistvu si moraš kupiti tako žival, ki ne vpliva na tvoj način življenja, razen da ti daje ljubezen in privrženost in to, kar potrebujemo, ampak da ga prilagodiš svojemu načinu življenja. Ja, ampak vsaka žival je neka obveza, ne, potem moraš tukaj sprejeti. Absolutno. Prej ste omenili, kako pomemben je projekt Evropske noči raziskovalcev, Humanistika, to si ti, kjer torej raziskujemo sobivanje človeka in živali v toliko različnih kontekstih in kjer sodeluje toliko različnih članic Univerze v Ljubljani. Kje vidite koristnost takega projekta, ki je interdisciplinaren? Jaz bom mogoče odgovoril kar generalno, ne toliko same tematiki, ampak splošno taki projekti. Mislim, da sta 2 poglavitni koristi, ki sta izjemno pomembni. Ena je večja povezanost z splošno družbo, z javnostjo, kjer vemo, da se je v preteklih desetletjih znanost nekoliko odmaknila od družbe in posledica tega so tudi številne teorije zarote in podobno, s čimer se srečujemo danes. Sem prepričan, da je del tega tudi, to seveda so še druga vprašanja, družbena omrežja in podobno, ampak to je del tega in preko takih projektov dejansko prenašamo spoznanje znanosti v družbo, v javnost, ljudje boljše poznajo javnost in potem lahko tudi boljše razumejo, kaj se dogaja v znanosti. Drugo je pa znotraj univerze, pa mislim, da je izjemno pomembno, da se bi bolj poznali, da bi bolj sodelovali in taki projekti lahko k temu veliko prispevajo. Znanost danes je zapletena, je interdisciplinarna, vemo, da se svet srečuje z številnimi zelo zapletenimi problemi in rešitve tovrstnih težav od klimatskih sprememb, migracij in podobno so samo v sodelovanju različnih znanosti. Nenazadnje tudi COVID, ki ga lahko tako laično rečemo, to je samo medicinski problem, pa ni samo medicinski problem, je družbeni problem. Psihologija, družboslovje, humanistika, vse je vključeno. Tako ne, in na to smo v preteklosti malo pozabili in tukaj se mi zdi, da te projekti, ki združujejo različne članice, različne stroke, da so izjemno pomembni, da bomo spet videli znanost nekako bolj celotno, da mora sodelovati, da lahko samo skupaj dosežemo več. In tukaj
našo univerzo se mi to še posebej pomembno. Tukaj moram reči, da se mi zdi, da tudi po izkušnjah, ki sem imel v tujini, da smo Slovenci, sicer ne maram stereotipov, ampak se mi zdi, da malo je tega, ko govorimo, da smo nekako ne želimo sodelovati, da smo nevoščljivi med seboj, da se to pojavlja in da bi tukaj želel, da nekako uspemo to preseči, da vidimo, da lahko skupaj dosežemo več. Kaj ne rečem, iz vaših ust v Božja ušesa. Upajva. Sodelujmo. Hvala lepa za pogovor. Hvala za povabilo.